Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Po čem se ljudje najbolj razlikujemo od drugih živih bitij? Posebnosti, ki so značilne le za človeka, lahko zlahka naštejemo. Nobeno drugo živo bitje za sporazumevanje ne uporablja kompleksnega jezika, ne more vnaprej premisliti posledic svojih dejanj in nima razvitega tako zapletenega sistema medsebojnih odnosov. Lahko bi navedli še več drugih lastnosti, ki so značilne le za ljudi, a najbolj preprosto bi vse te značilnosti povzeli s krovno ugotovitvijo, da jih ne bi mogli imeti, če ne bi imeli velikih možganov, ki so ena izmed najbolj izpopolnjenih stvaritev narave. Vendar uspešnosti ljudi pri izvajanju zapletenih opravil ne moremo pojasniti le z velikostjo človeških možganov, saj ti niso največji med vsemi živimi bitji. Možgani slona so še 3-krat večji, kot so možgani ljudi, največje možgane pa imajo kiti. Prav tako imajo krave in šimpanzi približno enako velike možgane, a so se šimpanzi sposobni priučiti bistveno zahtevnejših opravil kot krave. Čem je torej skrivnost človeških možganov? V zadnjem milijonu let in pol se je pri človeških prednikih skozi evolucijo bistveno povečalo število nevronov v možganski skorji, kar je povzročilo, da po sposobnosti mišljenja ljudje bistveno prekašamo naše najbližje naravne sorodnike. Vendar veliki možgani nikakor niso darilo, ki bi nam le koristilo. Zanje treba tudi skrbeti. Velika težava z velikimi možgani je namreč v tem, da potrebujejo za delovanje zelo veliko energije. Ugotovili so, da je energija, ki jo potrebujejo nevroni za svoje delovanje, dokaj univerzalna med bitji z možgani in znaša približno 6 kilokalorij na dan za milijardo nevronov. Za človeške možgane to pomeni približno 500 kilokalorij na dan oziroma 24 vatov. Na prvi pogled takšna moč ni videti velika, saj je primerljiva s porabo žarnic, a zavedati se moramo, da mišice človeškega telesa pri gibanju porabljajo okrog 75 vatov moči. Ključen problem človeških možganov je torej v tem, kako energetsko oskrbovati zelo veliko število nevronov. Telo mora predvsem v obliki glukoze dovajati možganom dovolj energije, da lahko ti nemoteno delujejo. Vsaj v naravnem okolju pa neprestano zagotavljanje teh potreb nikakor ni preprosto. Podatek o energiji, ki jo za delovanje potrebujejo možgani, pojasni tudi to, zakaj denimo gorile nimajo večjih možganov. Če izračunamo, koliko energije lahko posamezna žival na dan v naravi pridobi iz hrane, lahko dokaj natančno postavimo meje, kako velike možgane lahko še oskrbuje. Velikih možganov si večina primatov preprosto ne more privoščiti. Če se primat na dan prehranjuje neprestano 8 ur, pridobi pri tem dovolj energije za vzdrževanje približno 53 milijard nevronov velikih možganov, a njegovo telo ne sme biti težje od 25 kg. Če ima telo 50 kg, je nevronov lahko le 45 milijard. Pri 75 kg težkem telesu pade mejno število nevronov že na 30 milijard, pri 100 kg težkem telesu pa jih je lahko le še 12 milijard.
Narava lahko tako izbira med večjim telesom in manjšim številom nevronov ali manjšim telesom in večjim številom nevronov v možganih. Če bi se ljudje prehranjevali na enak način kot drugi primati, anatomsko, kot kažejo podatki, sploh ne bi mogli obstajati, saj ne bi imeli dovolj energije za pogon telesa in možganov. Ljudje smo drugačni, ker nam uspe iz enake količine zaužite hrane pridobiti več energije. Šele ko so naši predniki pred približno 1,5 milijona leti ugotovili, kako lahko hrano deloma predelajo že pred zaužitjem, so se možgani lahko začeli povečevati bolj, kot je to dopuščala narava. V razmeroma kratkem obdobju evolucije so se tako povečali skoraj za 3-krat. Ljudje imamo lahko velike možgane zato, ker so naši predniki iznašli kuhanje. Ker se pri kuhanju hrana mehansko in toplotno preoblikuje že zunaj telesa, lahko naša prebava iz enake količine zaužite hrane izlušči več uporabne energije. Kuhanje hrane posledično pomeni tudi to, da imamo ljudje več časa za druga opravila, saj nam ni treba neprestano le iskati in žvečiti surove hrane, da sploh preživimo. Seveda pa iznajdba kuhanja ne pomeni, da človek nikakor ne more preživeti, če se prehranjuje le s surovim sadjem, zelenjavo in oreščki. S skrbno izbiro različnih oblik živil in dodatnim uživanjem prehranskih dopolnil je danes mogoče preživeti tudi s takšno dieto, a zato potrebujemo sodobno civilizacijo, ki nam omogoča, da lahko v trgovini kadarkoli kupimo vse, kar potrebujemo. V naravi zgolj z nabiranjem sadežev dolgoročno težko preživimo, če ne živimo ravno na kakem rajskem otoku z obilo banan in drugega sadja. Človeški možgani so evolucijsko gledano postali zelo veliki šele pred kratkim. Trenutno predstavljajo približno 2% teže telesa, porabijo pa kar 25% vse energije. Človeški možgani so posebni, ker imajo največje število nevronov v možganski skorji, kar pojasnjuje naše velike miselne zmožnosti. To pa je mogoče zgolj zato, ker znamo ljudje kuhati. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.